čeprav razumem, z AIQ vajami potem tudi višamo čustveno zrelost oziroma kakšna je tu povezava. Tako, pri nižjih stopnjah učiteljev, če učite se AIQ metodo pri učiteljih prve in deloma tudi druge stopnje, tam se AIQ vaje uporabljajo predvsem zato, da se naučite bolj čutiti mišično napetost, da bolj opazite, kako vaša zavest ne nadzira vašega telesa tako dobro, ko mislite, da ga, in da seveda se s tako vajo umirite in deloma sprostite. Pri učiteljih višjih stopenj, druga, tretja in četrta, tam se pa vaje vedno bolj uporabljajo zato, da z njimi povečate stik sami s sabo, se pravi, da se poveča jakost interocepcije, to so notranji občutki, ki prihajajo iz telesa v možgane, in da več od teh občutkov, signalov, impulzov, ki jih dobivate iz telesa v možgane, pride do vaše zavesti. In se jih s tem seveda tudi začnete vedno bolj zavedati in na ta način dobite jasnejšo, bolj razločno, močnejšo sliko, kako vi telesno v določenih situacijah odreagirate ali ne odreagirate. In ko nekaj časa to počnete, opazite, da so vaše telesne reakcije lahko zelo drugačne od tistih, kako vi zavestno dojemate določeno situacijo, in seveda tukaj lahko opazite vpliv podzavesti in avtonomnega živčnega sistema na to, kako manipulirajo in tudi izkrivljajo, popačijo in cenzurirajo, blokirajo vpliv telesa na vašo zavest in zmanjšujejo sposobnost, da se zavedate, kako ste in kako določena oseba dejansko vpliva na vas ali pa vi vplivate na njo. In ko z vajami izboljšujete zavedanje, stik in seveda posledično tudi nadzor ali pa vpliv zavesti na vaše telo, potem počasi na ta način višate lastno čustveno zrelost, ker lahko opazite, na katerih področjih je vaše zavedanje, kaj se dogaja, drugačno od tistega, kar skozi telo vedno bolj čutite, da se v resnici dogaja. In vaje imajo zaradi tega postopen vpliv, da vi začnete vedno bolj zavestno vplivati na vaše vedenje in vpliv zavesti na vaše vedenje ter boljša povezava med telesom in med zavestjo pa postopoma dviguje čustveno zrelost. Čustveno zrelost samo pa ne dvigujete skozi vaje, ampak skozi spremembo vedenja do sebe in do drugih. Vaje vam pa omogočajo, da bolj veste, kaj spreminjati in da zaradi vaj, ker imate višji občutek in nadzor nad telesnimi gibi, lahko z vajami dosežete, da vas telo manj omejuje v določenem vedenju. Ker recimo pri vajah opazite, da levo stran telesa drugače premikate kot desno, da vam je recimo lažje obračati levo nogo kot desno ali pa obratno. Vas potem skozi šolanje se naučite, da ima to določene razloge iz vašega preteklega življenja, se pravi tega življenja sedanjega, ne vašega prejšnjega, ampak ali pa seveda vpliva vaših staršev na vas skozi vaše življenje, in potem opazite, da imate očitno v podzavesti določene vzorce, ki vam določeno vedenje olajšujejo, določeno vedenje pa otežujejo. In bolj, ko se zavedate, da imate to recimo v krvi, bolj lahko predvidevate, kako se boste odzvali v določeni situaciji, in potem, če vidite, da so vaši avtomatizirani odzivi v določeni situaciji vam koristni, pol jih pustite pri miru, jasno. Če pa vidite, da so določeni odzivi vaši da so odzivi v določeni situaciji škodljivi ali nekoristni oziroma škodljivi, jih pa lahko, ker jih prej opazite in jih tudi bolj razumete in jih ne dojemate kot slučajne, začnete lahko vedno bolj zavestno na njih vplivati, da so zmanjšani, da so drugače speljani
in seveda na ta način zavestno vplivate na vaše vedenje in dolgoročno gledano s tem dvignete čustveno zrelost, ker začnete čustva uporabljati bolj na široko in bolj učinkovito, ker imate več različnih čustev na razpolago in nimate določenega odpora, da določena čustva pretirano uporabljate, določena pa premalo. In na ta način z vajami izboljšujete in dvigujete čustveno zrelost.